Še enkrat lepo zdrav iz Kidričevega, ker torej čakamo na začetek tekme zadnjega 36. kroga slovenskega državnega prvenstva Lige Telemach med Aluminijem in Taborom. Še preden si pogledamo začetni enajsterici, pri domačih je naknadno prišlo celo do ene spremembe. Danes pa se je po težavah petka Šaubah znašel v začetni enajsterici. Tole je nova priložnost za Tabor. Čakš je sam pred vrati. Še enkrat Čakš in Tabor vodi. Tabor vodi prvoligaški prvenec za visokoraslega Čakša. Njegov prvi strel je Lovro Juric tule na vaših zaslonih še ubranil. V drugo pa je Čakš žogo le uspel spraviti v mrežo. Tole seveda ni Klemen Bovha, pač pa danes igra 11. tekmo v dresu Tabora. Turčin je zelo prodoren, tole je lahko nevarno. Turčin poizkuša in veliko dela za Renerja. Kljun je lahko nevaren v teh prodorih. Krasna žoga za Fahta Nzengeja. Priložnost za Tabor, to da ostaja 1-0. Pa je danes dočakal svojo peto tekmo v prvi slovenski nogometni ligi, ampak daleč največjo minutažo bo imel danes. Tole je priložnost morda za Kidričane. Proti Kmetcu je šla žoga, pa zdaj Bizjak, ki poizkuša. Posest skupno gledano in v zadnjih 10 minutah. So Kidričani močneje pritisnili. Kadri zdaj spodajo pred vrata, izenačenje. Izenačenje. Ali je šlo tu za avtogol? V vsakem primeru v 35 minuti zadetek. Robert Pevnik je seveda zdaj lahko zadovoljen. Kidričani pa so kronali tole premoč, ki so jo imeli v zadnjih minutah. Zadovoljni so tudi maloštevilni domači navijači. Ali pa bomo, kdo je tu pravzaprav žogo poslal v mrežo v tem prodoru. Bizjak bo izvajalec tega kota v 3. minuti drugega polčasa. Bizjak proti oddaljeniči vratnici. Tole je priložnost in ali je tule žoga prešla golovo črto? Tako je. 2-1 preobrat v Kidričevem. Veselijo se nogometaši Aluminija, ki so torej po zaostanku prišli do 2 zadetkov in zdaj se lahko Robert Pevnik s svojimi fanti veseli vodstva. Ali je bil Martič tisti, ki je žogo poslal preko golove črte? Stranski sodnik Dejan Švarc je takoj vzdignil zastavico. Kljun se ponuja na levi strani, Monjac se je odločil za podajo proti Mavretiču. Mavretič, strel Mavretiča, samo zunanji del mreže. Kidričani bodo kmalu menjali. Tole pa je priložnost zdaj za izenačenje in zadev je Monjac. Zadev je Monjac v 54 minuti. Pa sem tam gledal proti klopi, koga so poslali na ogrevanje. Kejtaja je Monjac izkoristil tole priložnost v 9. minuti drugega polčasa in rezultat v Kidričevem je izenačen 2-2. Tule pogledamo še enkrat tole akcijo. Minuto v majici Tabora. Komano, pa nova priložnost za Tabor. Prav Komano lahko strelja in kakšna obramba Lovra Jurica. Dvojna podaja Kljuna z Mavretičem, ki strelja. Tole bi šla žoga pod prečko. Juric zdaj iz vrat. Znova ne najbolj posrečeno priložnost za Tabor. Toda Juric se je tokrat uspel pravočasno vrniti tole opravičilo. Robert Pevnik, na koncu 2-2, prekinitev serije porazov, ampak vem, da ste si danes želeli zmago, tudi vodili, na koncu pa torej delitev točk. Kako ste zadovoljni?
Pa nisem zadovoljen z rezultatom, mislim, da smo si danes zaslužili zmago, imeli smo svoje priložnosti, zopet smo dobili 2 taka poceni gola, ampak je bila to ena smer, mislim, da so ti mladi, ki so dobili priložnost, dobro odigrali in ena smernica za naprej, moramo dvignati glave, seveda ni fajn izpaditi, meni še posebej, ker je to prvič, fante niso veseli, žalostni, škoda se je to zgodilo, toliko športne smole, ko je bilo pa tole 9-10 tekem, koliko sem jaz vodil, še nisem vedel. Ampak prvič za mene, vsi so mogli ostati, narediti dobre priprave in pripravljeni dočakati drugo ligo. Veliko mladih ste poizkušali afirmirati zdaj v tem zaključku. Je to tista prihodnost Aluminija z mladimi domačimi se nekako čim prej vrniti med elito? Pa dobro, treba imeti vizijo, treba biti strokoven. Seveda mladi, če bojo pravičili, bojo dobili priložnost z dobrim delom, je pa treba tudi narediti dobre temelje, ki bojo te mlade na igrišču vodili in jaz mislim, da se za Aluminij ni bad, da imamo super pogoje, prvoligaški pogoji ostanejo, organizacija vse ostane, tako da se plan ne spreminja, vse isto kot v prvi ligi in jaz mislim, da bojo ti fantje dobili dosti priložnost, je še pa za druge fante ti pogoji tukaj in vse magnet, da pridejo, da se dokažejo in potem grejo v večje klube. Dušan Kosič, 2-2 za konec rednega dela, seveda ne za konec vaše sezone, ampak zanima me v prvi vrsti, kako ste danes zadovoljni s pristopom fantov, z rezultatom. Danes smo videli seveda razumljivo kar precejšnje spremembe v vaši zasedbi. Ja, odnos je bil tako kot na vseh dosedanjih tekmah. Eno obdobje igre so bila zelo dobra, nekatera pa spet, predvsem kar se tiče zanesljivosti in nekih osnovnih napak, ki so se nam že na prejšnjih tekmah dogajale, pač to moramo nekako spraviti na minimum in probati se še bolj povezati. In evo, danes smo osvojili to točko, ki jo že dolgo časa lovimo. Ampak tako, kot sem rekel, so dobra obdobja, so slaba obdobja in treba se zdaj umiriti in mentalno pripraviti na Triglav. Ja, zdaj vemo, da ta tekma ni odločala v ničemer, verjetno ste že kar nekaj časa vseeno, hočete ali nočete, z mislimi v glavnem pri teh obračunih s Triglavom. Ma ne bi rekel. Vsaka tekma ti da tudi trenerju nek občutek, na koga lahko računa oziroma kaj se pravzaprav dela in na koga se lahko zaneseš. In tukaj bi rekel, so vsi fantje nekako imajo dobre stvari in slabe stvari. Na resni tekmi, kot se nam je že v preteklosti dogajalo, je treba ta nek nivo zanesljivosti dvigati na višji nivo, ampak verjetno imajo vse ekipe s tem težave. Taj Kmetec, zadnja tekma je končana v prvi ligi, kar nekaj vas mladih nogometašev je v zadnjem obdobju tudi dobivalo priložnosti v prvi vrsti. Me zanima, kakšni so vtisi bili z igranjem v prvi ligi in kako zdaj naprej, glede na to, da vemo, da bo Aluminij v nadaljevanju igral v drugi ligi. Ja, nažalost nam ni uspelo ostati v prvi ligi. Zdaj imamo upanje, pač, da bomo dalje pač napredovali in spet prišli v prvo ligo. In to je tudi dobro za nas, pač mlade. Lahko dobimo dosti več priložnosti in to. Kaj pa danes? Zagotovo ste se želeli zmago nekako posloviti od svojih navijačev. Ujeli ste točko, prekinili tole serijo porazom, pa kako ste zadovoljni na koncu? Ja, smo zadovoljni, pa nismo. Lahko bi dobili 3 pike, tako da je trener rekel, da bi imeli olajšan dopust. Ampak nažalost nam ni uspelo. Žiga Ovsenek, za konec rednega dela 2-2 v Kidričevem, prekinitev sicer serije 5 zaporednih porazov. To, da ali ste fantje povsem zadovoljni v rezultatskem smislu, sicer na tej tekmi, ki prav veliko ni odločila? Ja, sigurno je neka pozitivna stran tega, da smo izolekali točko, sicer smo hoteli zmagati, ampak mislim, da je bilo tukaj v spredju tudi to, da so dobili nekateri fantje priložnost, ki so do zdaj manj igrali. Ja. Zdaj pa že v četrtek Triglav, to bo za vas seveda ne samo bistveno pomembnejša tekma, ampak ena najpomembnejših v sezoni za golo prvoligaško preživetje. Ste v teh dneh že kaj razmišljali o Triglavu, kako boste pripravljeni na drugoligaša? Ja, tudi ekipa je bila danes sestavljena tako, da so igralci, ki so igrali več in ki bodo verjetno igrali po Triglavu, počivali. Tako da ja, z mislimi smo sigurno že bili malo pri Triglavu in to je to. Ja.
Koliko se strinjate z ugotovitvijo večine strokovnjakov, da je prvoligaš vselej v prednosti pred drugoligašem, ampak videli smo že, da se je dogajalo, da je drugoligaš zmagal. Ne nazadnje je tudi Tabor to že dokazal v preteklosti. Ja, res je. In tudi Krka lani ni bila daleč, tako da mi bomo pa probali dokazati, da potrditi to, da smo favoriti in da ostanemo v prvi ligi.